No, glede konference moram biti zmeren optimist, ne. Sicer preboja, ki bi posegel v jedro prevetritve ekonomskega sistema, signalov proizvajalcem, potrošnikom ne bo prinesla, saj ne bo prinesla na potrebni ravni. Precej se že pogovarjajo tudi voditelji o nujnosti sprememb, ne vem, od davčnega sistema do sprememb, ki so povezane z državnimi subvencijami, z javnimi nakupi. Skratka, to so vse pomembne stvari in to so vse del teh signalov, o katerih govoriva. Ampak mislim, da še nismo dovolj daleč. Sicer pa mislim, da je pomembno, da ostajamo optimisti, ker če ne drugega velja, da optimisti živijo dlje in bolje. Mi v Mladih za podnebno pravičnost v bistvu od te konference ne pričakujemo kaj veliko. Pokazalo se bo verjetno to, kar se je pokazalo na vseh podobnih konferencah, da se bodo tja pripeljali odločevalci in odločevalke s svojimi letali, s privatnimi letali, uporabljali avtomobile, da se bodo lahko že ta v bistvu PR-ovski način predstavljanja boja proti podnebnim spremembam je v resnici zelo slab. Ampak od konference v bistvu pričakujemo, da se bodo sprejele neke take ohlapne trditve, ohlapne stvari, ki bodo tako kot ponavadi, bo manjko nekih dejanskih, bom rekel, prisil, da se to uresniči, ker to je ponavadi pri teh sporazumih. Sporazum se sprejme, se ga tudi velikokrat ratificira strani večine držav, vendar je potem problem, da nihče ne nadzoruje se že, ampak nihče pa ne sili držav in recimo organizacij v neko izvrševanje tega sporazuma.